času druge industrijske revolucije se v več evropskih državah pojavi nov umetnostni val, francoski Art Nouveau, nemški Jugendstil ali angleški modernizem. V skladu s tem se modernizem pojavlja tudi kot kulturno gibanje, ki želi modernizirati katalonsko družbo. Med vsemi disciplinami se na tem področju najbolj razvija arhitektura. Med letoma 1885 in 1920 predstavlja resnično novo gibanje, zlasti v Barceloni, ki ima toliko arhitekturnih spomenikov kot nobeno drugo mesto. Manzana de la Discordia, blok razdora, je najbolj znan blok modernističnih stavb v Barceloni, ki je nastal iz rivalstva med modernističnimi arhitekti in pravzaprav rivalstvom med njihovimi pokrovitelji. V bloku je 5 stavb. Casa Liejo Morera, ki jo je zasnoval Domènech i Montaner. Naslednja je Casa Mujeras, arhitekta Enrica Sanjerha. Casa Bonet, arhitekta Marceliana Coquila-Tamalo. Še naprej naletite na Casa Amatller, ki jo je zasnoval Puig i Cadafalch. In končno Casa Batlló, delo Antonija Gaudija. Nedaleč je Gaudijeva mojstrovina La Pedrera, bolj formalno imenovana Casa Milla, z značilnimi valovitimi betonskimi in železnimi balkoni. La Pedrera je bila zasnovana kot stanovanjska stavba in je tudi bila uporabljena kot taka. Morda so najboljši elementi La Pedrere skulpture strehe in dimnikov. Casa de les Punches, Josep Puig i Cadafalch, je stanovanjski blok, zgrajen v obliki srednjeveškega gradu in je ena najbolj prepoznavnih modernističnih znamenitosti mesta. Bazilika Sagrada Familia je največja nedokončana katoliška cerkev na svetu. Projekt je zasnoval katalonski arhitekt Antoni Gaudi, ki je leta 1883 prevzel mesto glavnega arhitekta in preoblikoval projekt v svojem slogu, ki je združeval gotske in ukrivljene oblike secesije. Gaudi je projektu posvetil preostanek svojega življenja in je pokopan v cerkveni kripti. Zanašajoč se izključno na zasebne donacije, je gradnja Sagrade Familije napredovala počasi in jo je prekinila španska državljanska vojna. Leta 1939 je Francesc de Paula Quintana prevzel vodenje projekta, a ostal zvest Gaudijevi zapuščini.
Gradnja se je nadaljevala s prekinitvami v 50. letih 20. stoletja. Napredek v tehnologijah, kot sta računalniško podprto načrtovanje in krmiljenje CNC, je omogočal hitrejši napredek. Predvidevalo se je, da bo stavba dokončana do leta 2026, vendar je zaradi pandemije COVID-19 rok prestavljen, celo na leto 2040. Dodali smo posnetke iz leta 2014 in model končne podobe. Bolnišnica St. Pau je modernistična bolnišnica, ki je delovala do leta 2009, ko so jo zaprli. Danes je muzej in zgodovinsko mesto. Začetki zdravilstva v Barceloni segajo v začetek 15. stoletja, ko je bil zgrajen obsežen bolnišnični kompleks. To je bilo po črni kugi v Barceloni, zaradi katere je umrla približno tretjina takratnega prebivalstva. Leta 1902 je zapuščina bankirja Pau Hila omogočila izgradnjo nove bolnišnice, ki se je v njegovo čast imenovala Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. 30 let kasneje so novo bolnišnico predali španskemu kralju Alfonso X III. Po skoraj 80 letih pa so delovanje bolnišnice preselili na novo lokacijo in zgodovinski objekt je postal muzej. Bolnišnica naj bi bila nekaj zelo posebnega. V sproščujočem okolju z drevesi divjega kostanja, lipe in pomarančevcev bi lahko pacienti okrevali ter dihali svež in čist zrak. Sistem podzemnih hodnikov, ki povezujejo paviljone, je omogočal hitro razmestitev bolnikov v posamezne objekte. Območje bolnišnice sestavlja 30 stavb. Na glavnem vhodu v kompleks je kapeli podobna upravna stavba z impresivno vhodno vežo, z marmornimi stebri in z mozaikom pokritimi stropi, ki je služila kot sprejemna dvorana. Usmerjenost stavb v smeri sever-jug je omogočala maksimalno sončno obsevanje na fasadah paviljonov. Zaradi geotermalnih instalacij v več kot 100 metrov globokih vrtinah imajo zagotovljeno toplotno oskrbo. Zaradi higiene je celotno območje postavljeno na pobočju. Kot je znano, se topel zrak premika navzgor. Zato je bil prezračevalni sistem razvit tako, da vse bakterije in viruse v vzgon odvede zrak stran od bolnikov. Z vlakom smo prispeli v mesto na železniško postajo Fransa, ki je najlepša postaja v mestu. Od tod je povezava s hitrimi vlaki TGV do Pariza.
Današnje poslopje je iz leta 1929 in je delo arhitekta Pedra Muguruse. Na naši turneji po Barceloni smo si ogledali dve imenitni cerkvi. Najprej seveda Basiliko de Santa Maria del Mar, ki je bila zgrajena v sredini 14. stoletja in je edina ohranjena cerkev v čistem slogu katalonske gotike. Katedrala Svetega Križa in Svetega Evlalija je bila zgrajena pred 600 leti. Katedrala odseva mešanico arhitekturnih slogov v tej pretežno gotski stavbi. Rambla, najbolj znana ulica v mestu, je center turistov. Tu sta tudi dva magneta, erotični muzej in znamenita tržnica L'Albuquerque. Postaja podzemne železnice Liceu je prva postaja metroja v Barceloni s tematsko dekoracijo. Stene so osvetljene in okrašene s slikami listov londonskih platan, ki jih lahko najdete na La Rambli. Postaja je bila zgrajena pred 100 leti. Tržnica L'Albuquerque je ena najlepših tržnic na svetu, kjer so sadje in zelenjava na stojnicah bolj skrbno zloženi kot obleke v omari. Je na sami La Rambla Avenue, glavni ulici Barcelone. Že od leta 1836 je to srce mesta in vsak dan več kot 200 trgovcev odpre svoje žaluzije na stojnicah z vrhunsko lokalno in mednarodno hrano. Tržnica, ki s svojim edinstvenim vzdušjem ponuja široko paleto sveže zelenjave, tropskega sadja, še nikoli videnih sladkarij, nepozaben svet sveže morske hrane, pa tudi tapas bare za kratek kulinarični oddih. Najmanj, kar morate kupiti in tudi že takoj na tržnici zaužiti, so pršut in sveže stisnjeni sokovi iz najrazličnejšega sadja. We're coming from Slovenia. Slovenia? Yeah. You know where it is? Yes, it's nearby Croatia and in middle in Bosnia and Croatia. Right, excellent. Very good. I know. Trgovci na tržnici so ponosni, da prodajajo hrano in sveže pridelke najvišje kakovosti. To, da tržijo izdelke z vsega sveta, jim omogoča, da izstopajo od drugih živilskih obratov v tem mestu. To je bil kratek pregled modernistične arhitekture v katalonski prestolnici in za bis še malo o življenjskem utripu Barcelone.